Ja, dober večer in lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem Marek Zupančič. Kolega tudi, pravim tako, v marsikaterem podvigu, blaževem, akademskem in manj akademskem. Sicer pa ja, tudi navdušen bralec te knjige. Danes bomo naredila en kratek uvod v predstavitev, začetek neke, recimo da turneje po Sloveniji, kjer upam, da bo prišlo materijala vsaj še za eno tako delo. Za začetek pa kar najbolj logično vprašanje, torej knjiga obsega v bistvu najprej 360 strani, v njej obdelaš 2000 let evropske in ameriške zgodovine, 2500, razvoja raznoraznih inštitucij, razvoja pojma kulture in tako naprej. Zakaj ZDA nimajo Ministrstva za kulturo, zakaj pač ta knjiga, kako si do tega prišel, kako si odločil začeti v bistvu nekaj čist druge kot pri Ameriki sami? Ja, naslov je zato, da vas pritegne, ne? Na kratko, ne? In oziroma, ko sem to zvedel, mi je bilo zelo zanimivo, vsakemu, ko sem rekel, so rekli, a nima. Pol, ko preberete podnaslov, sploh ugotovite, zakaj se gre knjiga, ne? Ampak pol sem vas že kupil, pol sem odprete stran in pa ste že noter, ne? Zato mora biti knjiga postavljena na ameriški način, da nismo mi zunani te Amerike, ampak je tudi sam naslov knjige izdelan namensko in format knjige kot ameriške knjige, ne? Tako da ni to neki hladno, kulturno, visoko, evropsko gledano na zadevo, ampak čim bolj biti noter, ne? Zakaj pa je to? Je pač knjiga je začela nastajati, oziroma lahko ideja še malo prej kot sama revija Razpotja, ampak v približno istem času. In tako kot smo za Razpotje želeli narediti revijo, ki ne obstaja, ampak se ukvarja z nekimi samoumevnostmi okoli nas, ki niso obdelane. Meni je bila ta ideja ukvarjanja z Ameriko mi je bila zanimiva iz tega, da ful lahko govorimo o Ameriki, pod 9/11 smo samo sovražili Ameriko, ampak nekako ni v slovenskem prostoru ni dejansko obdelana. Lahko gledate, kakve knjige so, tudi edini študij na FDV, vsi, ki so bili tam, niso rekli, da so kaj odnesli od njega, od tistega profesora, ki je bil tam. In vedno nekako ni dejansko, se mi zdi, da izhaja prav iz te kulturne vzvišenosti Evrope, oziroma Slovenije, da se mi ne ukvarjamo z Ameriko, ker je preveč enostavno. Ker ni treba iskati kot Nemčijo, Hegla, neki fulbrat noter, ne treba se analizirati površino. In ta površina je, zakaj tudi je bil naslov mojega doktorata rojstvo postmodernizma iz duha Amerike. Ker jaz sem za diplomo tudi delal Baudrillarda, ki je pač že spet en avtor, ki pri nas ni poznan, ampak se ukvarjal s simulakrom, torej zdaj tukaj je zelo preveč stvari. Če ste še slišali besedo postmodernizem, je to, da je kultura in ekonomija so skupaj, ne, je na trgu, ne obstaja neka zunanja funkcija, torej ne obstajajo neki kritiki, ki so ključni, je trg pomemben, ki bo določal in to. In jaz sem nek uvid, nek čut, da v bistvu v Ameriki je bilo to odvedno, da to ni obstajalo. In en izmed zadev tudi, če ne obstaja minister za kulturo, pa pomeni, da oni ne potrebujejo tega. In iz tega je štartalo. In ko sem začel delati to analizo, ki bi bila pojem postmodernizem, sem videl, da je to preveč kompleksno, sploh za kje priti, ampak sem začel brati, ker sem delal doktorat tudi na kulturnih študijah, knjige od kulturnih študij, ki govorijo o kulturi. In vse te knjige imajo eno težavo, da kultura odvedno obstaja. Ker danes, koncept kulture, ki je danes prisoten, je antropološki koncept, ki da je vse kultura, kultura bivanja, kultura tega, ki je specifično anglosaksonski koncept, ne naš. Ker se zapletemo v to, da v bistvu, če imamo ministra za kulturo in obstaja kultura ubivanja in posilstva, pomeni, da zdaj to ni enaka stvar. Torej mora obstajati neka zgodovina zadeve. In tako kot je Hannah Arendt, ena izmed avtoric, ki je v bistvu tudi iz enega njenega teksta, ki je napisala, kultura je nastala v Rimu, ampak kar je ona naredila tudi knjigo Vita Activa, ki je v bistvu gledala, kako gledati pojem politike v zgodovini, sem gledal, kaj pa če naredi, kako je pojem kulture v zgodovini? Kako je ta pojem kulture nekje nastal in nekje prišel? Zato, če nekaj nastane, ni večno. In če ni večno, lahko propade in se spremeni. Če pa ohranjamo zadeve, da so pojmi večni, smo na ravni naravoslovja in tehnike, ki je vse isto. In potem pač
Ne rabimo razmišljati in to mnogo družboslovja in humanistike razmišlja na tak način, ne? Narod je večen, ne? Slovenci smo svoj tisočletni sen se zbudili in smo dobili državo, ne? Pač stvari so večne, ne? Samo to razmišljanje je pač tako, je statično. Ne? Tako ko rišeš vezja na nekem tem. Ne? In pač tudi slovenska šola je narejena tako, je zelo bolj tehnična kot to. Ne? Se posmehujejo likovne študiju in filozofiji in to v gimnazijah tudi, in tudi manj točk dosežeš na teh študijih kot na drugih. Ne? In pač, zdaj, še tarto sem, kako narediti razliko med Evropo in Ameriko, pa sem pa gotovo, da zato je potrebno še narediti zgodovino pojma kultura sploh in s tem sploh priti do tega, kaj sploh je zahodni svet. Torej, knjiga je v bistvu razdeljena na dva dela. Prvi del, kot si omenil, se pač ukvarja prosto genezo s pojavom pojma kultura, pa da začneva kar tukaj, torej pač v samem Rimu, kjer v bistvu je kultura pojem, ki je povezan v bistvu z kmetijstvom. Torej, agrikultura je tista beseda, kjer se to prvo začne uporabljati, iz tega ven sledijo razni kulti, torej religiozni, verski običaji. Na neki točki pa začnejo v bistvu že rimski pisci govoriti o kulturi tudi kot o kultiviranju posameznika, kot o delu na samem sebi, pri čemer lahko v bistvu začnemo slediti pravzaprav tej uporabi besede kultura, kot jo poznamo danes. Ja, tukaj je pomembno, da v smislu, že spet predsedi knjigi nimajo kulture, ne? To bomo lahko še večkrat prišli, samo da na začetku že povem. To, da Amerika nima ministrsko odgovor na to vprašanje, ker nima kulture, bomo rekli, ja, niso kulturni, ne? Nima sfere kulture v svoji družbi kot pomembna za ohranjanje svojega naroda, oziroma za neke skupnosti. In v tem smislu tudi Grčija nima kulture, ima Rim kulturo, to je pomembno. To, da ima Grčija kulturo, je nekaj, kar so Nemci izumili, ker so se borili proti Francozom in Francozi so bili navezani na Rim in oni so želeli biti navezani na Grčijo. In v bistvu je nek način, kako so oni kulturalizirali Grke bolj v 18. in 19. stoletju. Ampak v osnovi je to, da zakaj je Rim temelj Zahoda. Zdaj, vedno gledamo, kako se nekaj spremenja. Zdaj, lahko gremo nazaj v čas, kaj se je zgodilo. Samo temelj Zahoda je Rim, zato ker se vsi nekako vedno navezujejo na njega. In vsaka stvar, ki prije potem, je nek novi Rim. Prvi je krščanstvo in potem vse ostale naprej. In tudi Amerika, ZDA, kot takšne se navezuje na Rimsko republiko. Ne? Zdaj, ne govorim, da Rim je temelj vsega in zrasel iz nič. To je druga zadeva. To bomo v naslednjih knjigah, analizah delali lahko naprej. Ampak zdaj je bilo treba obdelati prvo Zahod, tako. Tako lahko gremo naprej. Ne? Zdaj, jaz sem bil 2500, zdaj Greber nazadnje je napisal knjigo, ki ima prvih 40,000 let zgodovine, ne? Pa dolg je 6,000, tako sem videl, da v redu, za začetek bo v redu 2500. Skromnih 2500. No, naprimer tudi to, zakaj taka knjiga ne nastane ponavadi, zato ker se v akademiji moraš ti se specificirati v eno zadevo in to zadevo delaš. Ne? In potem si ti specialist za to in zbiraš točke in si full fine in noben te ne bere in te nobena briga in ti imaš kariero iz tega, da si nekje noter zaprt. Ne? Tudi zato, naprimer, take analize ni. Zato, ker pač noben ne spodbuja. Ne? In zato, ker noben ga ne briga v končni fazi. Ne? Zato, ker moramo biti zaprti. To je pač stvar, tudi bomo proti koncu lahko prišli zakaj tako. Ampak gledam na začetku, torej, zakaj je Rim? Rim kultivira, v osnovi se kultivira zemljo. Ne? In bo je kult, ta beseda kult, ne? Ki je kult bogov, ne? To je ena ista zadeva. Ti skrbiš, to je skrb. In zdaj, kaj pomeni ta skrb, jo lahko vidimo tudi danes, še vedno, to, kot pišejo avtorji stoletja in stoletja, da takoj, ko stopite na italijansko zemljo, je vsa obdelana. In danes je isto. Pridite od Prekmurja dol, vozite se po Sloveniji, veliki kmečki narod slovenski, zaraščeni gozdovi, 30-40% več gozdov imamo kot 60 let nazaj, kar nekaj prišli v Italijo, vse obdelano. To pomeni to kultiviranje. Obdelava zemlje za začetek in potem posameznika. Ampak do novega veka je ta kultiviranje bilo vezano na samo kultiviranje, kultura animi, ki je namenjena samo določenemu sloju, aristokratov. Ne. Potem iz tega pa je ta krščanska revolucija v tem, da oni rečejo, krščanstvo kot ideja je, da lahko se vsak kultivira.
ne samo posamezniki. In tukaj v bistvu krščanstvo v tem vzame neke elemente Rima in ga v bistvu nadgradi iz tega, da ni zdaj Rim, ker takrat Rim propada, govorimo o zahodnem Rimu, ker propada, vzpostavi Avguštin glavni v tem, da če Rim propada, ni problem, ker itak obstaja eno civitas, torej druga beseda je civilizacija, mislim še da v bistvu je razmerje med kulturo in pomembno še kako je civilizacija zraven in obe obstajata z Rima. Kultura je vezana na ohranjanje, nekaj kultiviranje, civis je pa mesto, torej državljanske, torej neke politične pravice. In zdaj, ko krščanstvo naredi, da te pravice so na nebu, kultiviramo, ampak nima pravic na zemlji. In v bistvu, kako ta pojem tudi izgubi besedo kultura lahko, ampak hkrati preko krščanstva in zaradi tega, ker zahodni Rim propade, nima nekega centra, je krščanstvo ta center, ki prevzame neke institucije rimskega imperija, ki so zdaj škofi, papež, samostani. Tudi, ker vzhodni Rim poveže, tisto, kar dejansko nadaljevanje Konstantinopel, poveže krščanstvo in državo skupaj, tisto, kar bolj imenujejo Cezaropapizem, da je pač eno in isti vladar. Specifika tega zahoda je ravno v tem, da nima močnega centra in edini center je krščanstvo. In potem tisti, kar imenujejo avtor, veliki ideator zahoda, je Karl Veliki, kralj izhaja iz Karla, pomeševalnica Karlo, ki preseli ta krščanstvo iz juga na sever, bolj postane že zategnjeno hladno gor, germansko. In iz tega v bistvu se začne razvijati naprej. Torej, specifika karolinške renesanse, kot pišeš, je prav to, da v bistvu naenkrat spet na zahodu v Evropi dobimo eno močno centralizirano državo, v kateri želi oblast torej nekako kulturalizirati. In spet pride do nekako v bistvu do poenotene pisave, do enega jezika, ki je v bistvu samo tuj, to je latinščina, v katerem naj bi se začele množice, torej to je ta razlika, ki se je prej omenil z Rimom, ne več samo posamični sloji, ampak širši deleži prebivalstva. To o jeziku je ključno tukaj, da je bil tuj vsem. Zato, ker dejansko tudi na jugu ta latinščina, ki oni prevzamejo, ni več latinščina, ki govorijo v Rimu, romanski jeziki se počasi že razvijajo, so pač že dialekti in oni izumijo, pač vzamejo staro latinščino in rečejo, da to treba se učiti. V bistvu dajo poudarek na jeziku. V nasprotju z vzhodnim Rimom, s Konstantinoplom, ki da poudarek na ikoni, na sliki, in ta slika ima neko mistično vrednost, in zato je pa beseda na drugi ravni. Tukaj pa v bistvu ima ta jezik, je ključen, zato ne samo zato, da ga morajo se vsi naučiti na novo, neko angleščina, ki je v bistvu turjena preko ekonomije, oziroma poslovanja, dejansko jeziki, ki s tem naj ohranimo imperije, to, da govorimo isti jezik. In ne samo to, kaj je ključno pri krščanstvu, še ki se lahko malo zavedamo, je, da je izum knjige kot take. Knjiga je svetopismo, je knjiga, prej so bili zvitki, pergamenti, ne vem kaj, zdaj pa v bistvu so naredili knjigo, ki si jih nosil okoli. In bolj v bistvu tukaj s Karlom Velikim pride do tega, da in še v tistem istem času pride tudi do ideje, kaj je Anno Domini. Takrat nekje se definira, da so oni 700 let po Kristusu. Torej oni tudi novo štetje naredijo. Takrat, v bistvu to se ne zgodi leta nič, se zgodi tako stoletja kasneje, da s tem že spet kaj naredijo, za nazaj definirajo, legitimirajo sebe. In to je v bistvu neka zgodovina Evrope, to, da vedno ne bomo rekli fake news, ampak iskanje nekih idej nazaj, da s tem se redefiniraš, da ti si ful pomemben in ful zgodovinsko kulturen. Samostani so pa ključni v tej zgodbi zaradi tega, ker dejansko tisto, kar rečemo kultura in intelektualec se rodi v samostanih, ker to je prostor, ki je izuzet pobojem, ubivanjem, vitezom, klanjem, ti imaš v srednjem veku ali koljaš, ali pa se zapreš v samostan. In ta kontemplacija, v nasproti danes bi lahko rekli, da se koljajo so bizniseri, nekje so pa nekje zaprti noter, samo da ne vem, če jih toliko podpirajo. To je pač esenca tega, da je kultura ločena od nekega vsakdanjika, od ekonomije ali pa vojne. In tudi to, da s tem se razvije univerza. Ker je univerza je srednjeveška institucija, ki je še danes preživela in tudi tako, ko se obnaša univerza, ni modernizirala se v tem, je še vedno v tem feudnem načinu. Ampak pomembno je, da iz samostanov krščanstvo je tisto, ki
iz katere lahko izhaja sploh kultura in pol sploh koncept univerze. Zdaj lahko govorimo, ne vem, kaj se dogaja na drugih koncih sveta, samo govorimo zdaj, ker to je lahko argument vedno. Ja, kaj pa na Kitajskem? Ne vem. Ni zdaj, nekaj, to je vedno unij argument. Ja, ma zdaj pa, kaj pa tam? Ja, govorimo o tej zgodbi zdaj, če govorimo o Kitajskem, pol ne vem, povejte mi, kaj je Kitajskem. Je druga zgodba, samo to je ključno, ker vedno to je dober način zanikanja zadeve. Ja, ma zakaj pa nisi tega delal? Ja, sem delal to. Deli ti to, ne? Vem. Ok. A je včeraj avtor rekel, da česa ne ve, ali je imel odgovore na vsa vprašanja? Ne, zanima me, mogoče zdaj, ker sva začela govoriti pač o karolinški renesansi in o tem obdobju, kot pač obdobju pač v bistvu nekakšne revolucije, pač v jeziku, v kulturi, poleg tega, da pride knjiga, se začne pač knjiga praviloma uporabljati za tiho branje, ne več za glasno, ne, kar je tudi pač... Individualizira branje. Individualizira branje. S tem individualizira človeka. Ja, in nimaš več posrednika, ne, nujno zraven. Kaj pa v bistvu je svrha, kaj je namen te kulturalizacije, zdaj v bistvu ob vzpostavitvi nekega novega političnega prostora v Evropi, ne, pač če očitno prej ni bilo potrebe po kultiviranju, zakaj pol zdaj recimo Karel začne s tem projektom v bistvu opismenjevanja in razširjenja kulture med množico? Zato, ker v bistvu gre se za to, da on je prvi, ki ga papež prizna kot vodjo. Ne? Torej, v bistvu gre se pol za to, da kdo je glavna sila krščanstva. In kdo bo zdaj romal do Rima, oziroma kam bo šel papež, gre se to, da on nastopa v imenu celotnega katolištva, no? Oziroma krščanstva in katolištva. Torej, kdo nastopa v imenu cerkve. Potem z leti, stoletji prije pa tega, kako se formirajo večje države, kot da vzamejo nek primat sami cerkvi. Ne? Ker v bistvu tisto, kar je potem razvoj neke moderne države, absolutistično nekih večjih centrov, je način, kako zdaj ti vzameš primat cerkvi nad glavno vlogo nad prebivalstvom. No? In to je pač tisto, kar je bolj moderni čas kultivirano. Kako v bistvu da ti začneš zelo bolj samo prebivalstvo gneti na nek način. Ne? Zato, ker pač ni nikoli totalitarizem, ni nikoli bilo ni tazga, da na takan način, tako je bolj na koncu do nekih totalitarizmu in diktatur, da ni bilo nikoli toliko močen vpliv vladarja na svoje podanike. Ne? In proces kultiviranja je proces ravno nacionaliziranja, oziroma spreminjanja nekih vrednot oziroma načinov življenja, no, čeprav ta ni najboljši izraz, ampak v bistvu v času nekih kolonizacij sveta se dogaja tudi neka notranja kolonizacija same Evrope. No, sej, to bi bila to naslednje vprašanje, ne, torej pač po državi Karla Velikega, ki začne zelo hitro razpadati, se v bistvu prvi tak velik center osnuje v Parizu in Francija v bistvu začne postajati prva centralizirana večja evropska država, dočim drugod vlada bistveno več teh, recimo, manjših feudalnih partikularnosti. In pač Francija seveda tudi nastopi, oziroma francoski dvor nastopi z neko svojo idejo tega, kaj kultura je, in ta ima svoj nek specifičen, tudi neko svojo specifično genezo. Če bi mogoče rekel par besed o tem, kako v bistvu je povezan razvoj kulture na francoskem dvoru v bistvu z neko idejo viteštva in potem v bistvu z demilitarizacijo plemstva in z izgradnjo Versaja, kako se to, da malo pišeš, recimo, to eno izmed meni osebno zanimivejših poglavij, kako se v bistvu to, kar poznamo kot francosko kulturo in še vedno danes, ali pa francosko civilizacijo v tem primeru, ki še vedno danes pač predstavlja en tak res univerzalen pojem omike in tako naprej, kako se to razvija v bistvu? Ja, zdaj ne vem, koliko ur imamo časa, da bomo prišli do konca knjige, če gremo tako, ampak ok. Pogledam, ja, to je, kaj pomeni prehod v novo dobo, ne, v moderni čas, ne, če gledamo. Mnoge zgodovine se dogajajo tako, nekdo pride, nekaj pove in se spremeni čas. Ne.
Pa barok je tako, kar enkrat je ful zlata, ne? Zakaj je ful zlata? Ker so nekje pokradli to zlato, ne? Pa tukaj protestantizem je v bistvu hotel razvijati besedno in razmišljanje, pa barok pokuri vse to in da gor nekaj, da se zabavaš po Hollywood. Ampak pač, če imaš neke razlage, ne bo razlagali teh kontekstov zadev, ne? Zdaj je, kar enkrat pa, ko pa dobiš avtorje, ki pišejo o nekih kontekstih, je kar tako, v bistvu nas so učili nič, ne? Pač so naučili neke alineje, neke točke in potem rečeš, zgodovina je brezvezna, ker Pipin Mali je naredil agrarno reformo ali ne vem kdo drugi, pač nekaj, ki nima nobenega konteksta, ne? No in to sta kar je meni zanimivo in zakaj je tako, kaj sem hotel tudi v tej knjigi, kaj sem pokazati, kako je nek kontekst nekega razvoja, ne? In zdaj ta pojem kulture je tukaj služi to, ampak je nek kontekst razvoja, ki je v bistvu usporeden s tem, vsi že vse veste, ne, nekako, ampak pač zakaj pa nekako vedno spustijo, ne, izvan zgodbe, ne? In naprej to, da nek ključen moment prehoda iz srednje veka v novi vek je izum, ne izum, ampak razvoj orožja s smodnikom. Zakaj? Zato in druga stvar, razvoj najemniških vojsk. Zato, ker v srednjem veku so bili plemiči edini lahko imeli orožje. Torej, ti si imel kmete, so bili kmeti, ki niso imeli orožja, torej oni so delali za tega plemiča in so se plemiči borili med sabo. Danes je to nepredstavljivo, ne? Zdaj pač neki višji sloji tam sedijo in neki plačanci tam delajo, ampak ok, se to je podobno, bomo na plačani vojski, jaz sem razpet tam. Vse raz. Torej, in ta razvoj pomenil, da zdaj ti plemiči, torej ti si smodnik, si imel puške, torej konj ni bil več uporaben, počasno tudi zidovi, ne, obzidani so več uporabna in plačana vojska je pomeni, da ta plemič je lahko bil vodja teh plačancev, ne, oziroma kmetov, ne, in to je to, ne, in zdaj, če prej si ti kot višji sloj se definiral kot nekdo, ki imaš orožje in si močen, ne. In kaj pa se zgodi, če nimaš orožja, ne, čim se definiraš? No, in razvoj, to, kar je civiliziranja, je razvoj, kako se ljudje začnejo drugače obnašati in tudi se ukvarjati z nekimi leisure activities, ne, jih zanimajo lepe stvari. Zakaj? Da se naredijo razliko z nižjimi sloji. To je čisti vanity. To se izhaja samo iz, kako reče se vanity v slovenščini? Napuh, ne? Nečimrnost. No, to je čista nečimrnost, ne? Če štardamo, da kultura visoka se zgodi z nečimrnosti visokih slojev, s tem, ko vidijo, da so povezani z drugimi prebivalci, ampak oni se morajo ločiti. Do takrat velja, da obstaja ena kultura. In pač kralji in kmetje skupaj so na istih dogodkih, ne? Recimo fevdalni gospodar je bolj podoben svojim tlačanom, kot pa recimo nekim drugim fevdalnim gospodarjem okrog. V bistvu te partikularnosti, sploh recimo na robu Evrope, tukaj na našem območju, so res zaprte, ne? Torej ljudje živijo skupaj in si nekako tudi delijo to kulturo do prihoda v bistvu smodnika, ki nekako demokratizira vojaške spopade. Torej zdaj bi rad omenil kakega avtorja vmes, ker to je knjiga Norberta Eliasa o procesu civiliziranja, ki je 600 strani napisal o tem zgodbi, ki je izjemna. Izdana je bila leta lih pred vojno in pol ga noben ni poznal, zato ker je se začela druga svetovna vojna, pa še žite bil, pa je zginil, pol leta 67 smo popularizirali, je v CF. In ta knjiga razdeli na dolgo in široko točno to zgodbo. In zanimivo je to, da proces civiliziranja. Torej, To ni smodnik. Imamo 2500 let referenc, tako da je čas. Ljudje se začnejo, to ločevanje, ne, da ta vitez, ne, je bil živel skupaj s svojim podrejenim, ampak ga je zaničeval, ne. Pač je rekel, ti si tak gnoj, ne, ampak živim skupaj. In tudi na slikah se to kaže, da so v bistvu vitezi imajo celo zgodbo, pa nekaj se koljeta, pa nekaj se dogaja, pa vse noter. In potem na prehodu v novi vek imamo slike, ki so to izčiščeni pejzaži. Ko se ti novi sloji dejansko želijo ločiti od te umazanije, ne, nižjih slojev, ne.
Ampak samo zaradi tega, ker dejansko so bolj povezani z njimi kot prej, ker v njih je lahko klav direktno, tukaj pa se zgodi ta sprememba. In to, ko se zgodi ta, kaj veli civiliziranje, je individualiziranje, dejansko na ta nek način rečo, humanizem, to je individuum, rojstvo individuuma, in potem pač nas temu treli, ne, in to vse. Ok, kaj je zares renesansa? Renesansa je zares to, da se individualiziramo na način, da, naprimer, v 15. stoletju izumijo stol. Torej, stol je vedno bil katedra, en stol, ki sedi kralj. Ljudje sedijo skupaj. Potem postelja, samostojna postelja. In potem najbolj nori izumi so robec, vilice in spalna obleka. To pravi Elija, zato so točke, ki najbolj vidimo, kaj pomeni novi svet. Robec, ne? Veste, kako robce nosijo, kako fancy noter, ne? Veste, iz kje to izhaja? To izhaja zaradi tega, ker noben ni imel nikoli robce in se vsekoval po vsod po tleh. In robec je bil način, da ti se usekneš, da nisi umazan. Ne? In zato na začetku tisti najbolj fini ljudje so imeli robec, da so lahko dali drugi, ki se usekavajo. Ne? In tudi prvi te pravila, ki je Erasmus Rotterdamski, ki je bolj znan po temu, da je jim dal ime Erasmus, ne, študiju, še on pravi, da dejste malo usekni proč, ne, tam, ne. Ker kaj pa pomeni, Erasmus kot en iz teh humanistov, ki piše, naprej, kaj pomeni humanizem, tudi to, da on uporablja latinščino in te zadeve, da govori splošno prebivalstvu, ne samo ljudem univerzi, ne, da ne bi še ti hvalnica norosti in te zadeve. Torej, vilica, že spet, zakaj je vilica? Zato, ker prej si imel žlico, to so jedli vsi skupaj, ne. In pa se začne individualizirati, kako ješ. In naslednja stvar se individualizira, kako spiš in da pride do tega, do sramu. Ne? Srednji vek ni bil, tako pač, vedno se predstavlja temni srednji vek. V srednjem veku smo imeli skupne kopalnice, skupne javne prostore. Novi vek začne zapirati to, da nimaš javnih, pride do umazanije, zato ker se individualizira tega, da ne smeš videti nagih ljudi. Predtem so spali ljudje ali popolno oblečeni, ali popolno nagi in so lahko normalno delili posteljo s komerkoli drugim. Individualizacija že same spalnice izven prostora javnega, dostopa drugega, je ta proces civiliziranja. In vse to pomeni, kaj pomeni ta kultivacija, civilizacija, kaj pomeni sploh proizvod, kaj pomeni moderni človek. Večji sram in večji individu in manjša povezanost z drugimi. Zakaj? Ker se rojeva večja država, večja družba, širša. Ok, in v tem procesu rojevanja večje, širše družbe je seveda treba posameznice in posameznike, ki jo sestavljajo, nekako poenotiti na nek skupen imenovalec, kjer pač pride noter ta element kulture, kot jo recimo poznamo danes, ki se pa izraža skozi različne specifične manifestacije, ne? Odvisno od tega, za kjer prostor gre. Zdaj, ti se v bistvu ukvarjaš z 3 področji bolj specifično, to so nemški prostor, francoski prostor in pa potem specifiko Anglije, spet obdelaš ločeno ob koncu tega. Glede na to, da nimamo neomejeno časa za predstaviti te 2500-letne zgodbe, daj mogoče sam na brzino oriš, torej zdaj pač francosko civilite, si nekako pač vsaj njeno genezo opisal, ampak če bi sam na brzino orisal, torej kaj je nemški kultur v vsej svoji intimnosti, kaj je francoska civilizacija, ki je seveda bolj izražena tudi v nekem kolonializmu in tako naprej, in kje pride noter Anglija z torej odsotnostjo nekega absolutnega vladarja, z večjo močjo parlamenta in torej pač ostalih plemičev, da potem gremo v drug del, zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo. Zakaj ne rabijo vsega tega? No, ta uvod je potreben zato, da povedete, zakaj oni tega ne rabijo. Ne? Tako, spoiler alert, sorry. No, gledam, torej imamo ta civilizacion, ki ima visoko kulturo. Torej obstaja nek center moči, ne? Pač Francija je največja država, ki ima 20 milijonov ljudi, vse ostale ima po 2, 3, 4 milijone. Ne? Tam torej civilizacija je nekaj zunanjega, ne? Nekaj, kar se obnašaš tako, ne? Že tukaj, kako se ljudje obnašajo. Kultura je pa nekaj notranjega, oziroma neka vsebina. Ne? Zelo na kratko, če predstavimo, ker zdaj ne moramo toliko na dolgo več govoriti. Torej, in v osnovi imamo lahko razliko, rečemo, da eno je katolištvo, drugo je pa protestantizem. Eno temelji na jeziku, eno temelji na
neki skupni združevanju. Zdaj, ta nemški kultur je vezan na Slovenijo tudi seveda. Zdaj, zelo enostavno razložiti razlika med kaj je kultur in civilizacijo je to, da v Italiji imamo dialekte, na Balkanu imamo jezike. Zakaj imamo v Italiji dialekte? Zato imamo koncept civilizacije, da je samo en veliki jezik in vsi ostali so ponižani dol, ali pa isto je v Franciji. Šele zdaj začenjajo provansalščina ali pa katalonščina in to biti bolj nekako se osamosvajati kot taki. Razlika v tem, torej imamo ta ideja civilizacije, ki ima kulturo, ki je najvišji dosežek naroda. Potem pa imamo enega gospoda, pastorja protestantskega v Rigi, Gottfrieda Herderja, ki v 18. stoletju naredi kontra tej francoski ideji z idejo kultur, da je v bistvu jezik temelj kulture in naroda. To se dogaja na področju, kjer nima nekih velikih držav, so bolj multinacionalne tvorbe, in na ta način v bistvu, ampak je po tej logiki živeti zelo protestantsko. Protestanti prevedejo Biblijo, in prevod Biblije je vedno temelj tega jezika. Slovenščina je 8. jezik na svetu, ki je prevedla Biblijo. Tako poteka debate tukaj. Torej, turističen insight, to nima veze z akademijo. To ima veliko veze s tem, da razumemo, da ta nemški koncept kulture je v bistvu slovanski koncept kulture. Mogoče boste v naslednjih razpotih tukaj brali o tem. Okay, to je druga reklama. In ta ideja, da narod, temelj naroda temelj kulture je jezik, še vedno to ne pomeni, da zdaj je vsak jezik to, ker še vedno naprej, ko razvijo nemščino, tudi ta model gre proti regionalnim razlikam, ker tudi oni rečejo, temelj naroda je ljudskost. Veste, se spomnite, ko ste v osnovnih šoli imeli razliko med naravno in umetno kulturo ali umetnostjo. En je ljudska pesem, ki je naravna pesem, in pa ima umetno pesem, ki imamo znanega avtorja. No, to je Herder Grimm šola, to je v bistvu nemška šola kultur. Torej, obstaja nekaj, kar je naravnega, kar samo od sebe se zgodi. Veš, kot ti kmetje so sami naredili nekaj, ampak to ni res. Tudi njih so posilili v to, da so Nemci, naprej, oni Bavarci, so tudi Bavarci, ne Nemci, in tako naprej. Torej, pač pomembno je to razumeti, da tudi vsi ti elementi so neki intelektualci, pridejo razlagati, kako vzpostavljati neko politično institucijo. Razlika, da ta civilizacija ponavadi že imajo države, kulture pa ne. Torej, v bistvu Slovenija, zato ima Slovenija v centru Ljubljane ima pesnika, ne pa generala. To je takrat Hribar postavil, župan Hribar po potresu, kot način borbe proti nemškutarstvu, v temu, da postavi spomenik Prešerna in celo ulico Goro Pinkličev posveti, da Slovencem v uporabo. In tam so pol banke in shopping centri in to. Torej, vsa ta moment je v bistvu kontra nekemu francoskemu imperializmu. In to se še posebej potem s napoleonskimi vojnami še bolj poudari in do prestolnovanja še naprej. In zato tudi ta kultura in civilizacija, ta razlika, mi smo to v tem nemškem krogu, pač nemško-slovanski krog je to, kaj nam pomeni kultura. In to civilizacija je druga zadeva. Zato tudi imamo tukaj mejo, če greste čez mejo, vidite to razliko, ko so iteljani civilizacija in ne da niso kultura, ampak je drugi legitimator, oziroma, kako bi rekli, kaj sploh pomeni bistvo biti Italijan, če je komar tukaj me vreti. No in potem Anglija pa v bistvu hkrati ima to civilizacijo, hkrati pa je posebna v to, in zdaj zakaj sploh, to je bil ta velik del, da v bistvu še drugo, tudi v Angliji nič ne vemo ponavadi, kaj sploh je Anglija. Da Anglija je pa prostor, kjer nastane ta nacionalna nova moderna država brez absolutizma. In cele bitke so, ameriška revolucija je v končni fazi ena izmed naslednjih revolucij, so imeli prej slavno revolucijo, oni so ubili kralja že ful preden so Francozi ubili kralja. Before it was cool. Before it was cool. In potem so dobili že diktatorja, in potem ta diktator je umrl, in potem so gotovili, da v bistvu bi radi imeli kralja, samo potem so gotovili, da v bistvu ta katoliški kralj, ne bi radi imeli katoliškega kralja, zato ker prvo, Henry VIII, torej v času, ko je 30-letna vojna po Evropi med protestanti in katoliki, imajo oni svojo vojno. In potem med sabo, parlament, kralj in to. In od Henry VIII, ki je zato, da se tudi loči od papeža, ampak ta anglikanska cerkev je za protestante, tisti, ki bojo bolj znani kot puritanci, ki bojo tudi en velik del vplivali na razvoja ZDA,
so tisti, ki jim ni všeč, ne, je to preveč še vedno katoliško. Ne. In zdaj vedno pride ta boj, da na drugi strani ima pa Ludvika 14. in to je pač zraven, ne, ni tako daleč za današnje pojme, da se tudi za njihove takratne pojme ni tako daleč Pariz od Londona. Ne. In je vedno torej Anglija non-stop gleda, kaj se dogaja v Franciji, kaj je ta absolutizem, kako se to razrašča. In ta razvoj Anglije, ki vpliva tudi na razvoj Amerike, je to, da je ta strah konstanten pred absolutizmom in pred neko katoliško cerkvijo, ki bi nekim papežem, ki bi diktirala nekomu. In njihov boj je non-stop to, za svobodo, in ta svoboda, ki potem za nazaj napišejo, da je Magna Carta in vse možno je, svoboda, kaj meni svoboda? Je svoboda lastnine. In kaj to pomeni zelo enostavno? Svoboda pred vmešavanjem kralja v tvojo lastnino. Torej, privatna lastnina, ker feudalizem pomeni, da ti kralj da del zemlje v zameno za to, da ti se greš boriti za njega. Za nekaj. Je izmenjava je nekakšna, je hierarhična izmenjava. Privatna lastnina pa je, da jaz lahko sem na tej zemlji in me noben ne sme tikati. In potem se zgodi v Angliji en ta zanimiv moment, v katerem v bistvu ovce začnejo izrinjati ljudi iz te privatne zemlje dol. Torej pač v tem nekje istem času se začnejo pojavljati te enclosures, torej omejevanje dostopa do skupne zemlje, do gmajne, tako imenovane, kar pomeni, da kmetje naenkrat niso več samozadostni ekonomsko, ustvarja se v bistvu proletariat in en velik del tega proletariata, v bistvu, torej, ki nima lastnine in posledično ni svoboden, v bistvu začne odhajati preko Atlantika in začne kolonizirati to, kar danes poznamo kot Združene države Amerike. Če mogoče sam opišeš za začetek ta moment, izpostavil si že sam Puritance, ki niso prvi, ampak v bistvu služijo izjemno dobro temu ameriškemu mitu o vzpostavitvi te nove države. Pa če mogoče za začetek to orišeš, da se predstavimo končno v ta drugi del. Ja, samo glede teh ovc, samo na kratko. Pač ta enclosure se dogaja, torej v bistvu obstaja skupna zemlja in potem v enem trenutku si izmislijo, da bi pač zaprli. Vsej vem, ja, točno, ja, se res, ja. No, te ovce, no, pa gledajte ovce, tisto stran tam, ja. Knjiga ima tudi stvarno kazalo, tako da ovce boste brez problema našli. Upam, da jih imam noter, no, ne vem, če točno, ja. No, poanta v te zgodbe, tega privatizacije in vseh teh je to, da dejansko še, to boste tudi našli, da obstaja ena knjiga in ena avtorica, ki je ena šola posebna, ki pravi, da kapitalizem se rodi v Angliji. Da ni kapitalizem nekaj, kar obstaja od vedno in da je bil samo čas, ne, se rodi na specifičen način. To pomeni, da razlastiniti nekoga, da postane lahko proletarc, torej da nima nič, da sploh bo šel za nekoga drugega delati. In to se dogaja v Angliji, ne v Ameriki, to se pol izvozi v Ameriko. Ampak vse te času teh vojn, teh ubojev kraljev, vse to, 1649, 1620, 1607, prva kolonija v Severni Ameriki. Že prej, v bistvu to so zelo neuspešne kolonije na začetku. Ker najbolj uspešna kolonija je Barbados, pa Haiti francoska, tam imajo cukr. Anglija v bistvu uvaža v Evropo prvo cukr, pol tobak, same droge, da razumemo, iz česa služijo. In Severna Amerika služi prva uspešna kulturna rastlina je tobak, in Virginija, zdaj Virginija je tobacco še danes, ker dejansko prvo uspešno so tam gojili tobak. In imamo dve glavni, tudi Američani sami pozabijo, oziroma vedno govorijo, da Puritanci so prišli na Mayflower ladji tam v Massachusetts, v Boston, ampak predtem je Virginija tista prva kolonija, ki grejo dobesedno samo po zaslužek. Na sever, oni pa pridejo dejansko delati City upon a hill, torej razvijati, kako reči, teokracijo, državo, božjo državo, ločeno od vseh teh kraljev in tega. Torej, zelo malo katolikov tudi na začetku. Ti, ki pridejo kolonizirati, pripeljajo s sabo ljudi, tako se reče, odvečni ljudi. Obstaja ful ljudi, ki nimajo svoje zemlje, nimajo nič v Angliji. Torej, Anglija ima rojeva ogromno odvečnih ljudi. Tisto, kar je kapitalizem, se začne s tem, da ustvarjaš odvečne ljudi. Prej so ljudje imajo nek pomen, zdaj jih nimajo. No, prvo imaš odvečne ljudi, ki jih lahko pobereš in pelješ tja.
ponovadi naredijo, da je 4 do 7 let ljudje delajo in potem lahko dobijo kost zemlje, če slučajno prej ne umrejo. In da meantime pa tudi oni kolonizirajo Irsko in dejansko na Irskem se šele učijo, kako izgleda kolonizacija. To je prvo. Torej namesto tisti, kar so pol lahko bi rekli Indijanci, Črnci, karkoli, so Irci. In Irci so katoliki. In mislim, da so katoliki tudi so potomci Keltov, za razliko od Angležev, ki so anglosasi. Torej tudi ta v bistvu razlika, ki se že kaže kot rasna razlika med enim in drugim. In torej v bistvu oni uvažajo ogromno teh neke delovne sile, ki je iz teh otokov, pač iz njihovih britanskih otokov. Ne. Šele kasneje počasi začnejo uvažati tudi iz Afrike. Ne. In kako je bilo vprašanje še? Torej, kako smer ne gremo tukaj? Ja, lahko smerim. Torej, prej je rekel, če ste slišali ta City upon a hill. Ne? Torej, puritanci si za svojo nalogo nekako zadenejo ustanoviti to neko božjo državo, ne? Ker niso zadovoljni z ne dovolj radikalnim obratom v protestantizem po Henriku VIII. In v bistvu ta moment te božje države in tega City upon a hill, celoten stavek gre nekaj v smislu, da vsi bomo gledali v ta City upon a hill. Ne? Torej pač, kakšna odgovornost je pred nami, da nam zdaj tukaj... Odgovornost je pomembna. Tako, ne? In ta strah pred neuspehom kot druga stran tega istega kovanca, kar v bistvu potem, kljub temu, da puritanci niso prvi, ki pridejo v Ameriko iz britanskega otočja, v bistvu oni definirajo ta narativ, od kjer ga Amerika gre, z vso to odgovornostjo, da prekvasi svet in ga odreši nespametnosti. Ja, zaradi tega, ker oni drugi pridejo samo pač služiti, ne? In ko prideš služiti, nimaš lik neke ideologije, ne? To se vidi danes, kako se dogaja, ne? Tam dejansko imaš ideologijo, ne? Pač mi bomo razsvetlili vse, ne? Pa pride do ene točke, da skrajšamo vse skupaj, zakaj nima ministra za kulturo, ne? Spet. Ker ga ne rabijo, ne? Zakaj ne? Ja, zakaj oni, a veste slogan, ta glavni slogan, no taxation without representation, ne? Ni obdavčenja brez zastopništva. V bistvu ta slogan je bil nekako približno tako prisoten že v angleški revoluciji, tisti, ko parlament, ki je znana kot Glorious Revolution, ko parlament podpiše pogodbo s Williamom, ki je nizozemski kralj, da bo imel da kralj ga ne bo oviral več. Takrat naprej parlament ne bo možen, 1688, ne? 8. No, od takrat je parlament ima glavno zadevo. Ne? Torej, v bistvu pola ameriška revolucija gre samo tega, da bi skine še nekaj kralja proč. Ampak v osnovi je to, da oni so dejansko zelo svobodni, tisti, ki so svobodni, ki so pač lastniki, ne? Drugi niso. Ne? Pač, v osnovi so vsi definirani preko dela. Torej, v osnovi je, da Amerika ni aristokratska. Kaj pa ni, da je aristokratska, že spet, da ne more dati drugemu neki uporabo. Zdaj, delo je pa pač stvar, je tudi pomembna zadeva, da revolucionarna zadeva, kar John Locke razvije, je, da tisti, ki je lastnik, je tudi lahko proizvajalec. Torej, ko danes najbolj se razume kot delodajalci, delojemalci. Ne? Delodajalci je lastnik in delojemalci uniki dela. No, ta logika prihaja od Johna Locka. Predtem ni tega, zato ker delo v bistvu je obratno. Ne? Ti kot delavci, delodajalec, ne? On je delojemalec, ki vzame tvoje delo. Ne? Tako da to so take lumpe zadeve, ne? Pazite se tega, ne? Se razumete, ne? Kako se uporabljate zadeve. No, to, da je delo temelj, ne? Pomeni, da ravno to, da kar nekrat postane produktivnost in da ti delaš, je najbolj pomembno, torej kdo proizvaja. In ta logika v Ameriki, ne glede na to, da postane služenstvo in vse cela zgodba, pomeni, da ravno zaradi tega lahko postane to, da tisti, ki je lastnik, je proizvajalec. To je ključno. In zdaj ti so dejansko na nek način, bi lahko rekli, so taki razvajeni pamžeti, ne, ki imajo vse, in potem ima Anglija daje še malo nekaj dodatnih obdavčitev in v enem trenutku rečejo, ne, mi bi pač ne bi tega sprejemali, ne, zelo skrajšamo zdaj zgodbo in se odločijo odcepiti. In ko se odcepijo od česa? Od monarhije. Oni so odcepijo od monarhije, pa oni ohranijo svoje pravice, tudi zakaj? Zato ker dejansko oni imajo mestne skupščine, imajo skupščine.
Oni so dejansko svobodni, torej najbolj politično svobodni prostor na svetu, takrat, kar vemo, je Amerika, je Severna Amerika, njihove kolonije. Oni imajo dejansko nek zastopniški svet, kjer se pogovarjajo, kjer nimajo kralja. To je odvisno od države. Ena država ima guvernerja, ki je odvisno od kralja in to je pač preveč kompleksno vse. Ampak v glavnem, to je pomembno. Oni se odcepijo od monarhije. Monarhija je torej neka kultura, neka civilizacija. Torej, oni se odcepijo in njihov temelj vsega je ta deklaracija neodvisnosti in potem ustava. Torej, neke politični dokumenti. Kjerkoli, kadarkoli, kak film gledate, karkoli boste vedno, oni govorili o Founding Fathersih, o Jeffersonu, Washingtonu, vse to, zelo malo boste slišali o kakih Marku Twainu, kakih pisateljih, česarkoli. Oni non-stop poudarjajo ta moment teh politikov, ki so se odcepili. Torej, oni so ustvarili sistem svobodnega podjetništva, delovanja, izmenjave ekonomije. Torej, če povzamemo samo mogoče še enkrat, torej, Američani, torej pač pride bosanska čajanka, je bila omenjena, torej ne preveč davkov in nepravični davki, pa na neki točki, ko se odločijo odcepiti se od monarhije, stran v bistvu skinejo kralja in ga ne nadomestijo z nobeno drugo figuro praktično. Ne? Ja. Zdaj pa pride z ustavo. Ja, z ustavo, ki si jo že omenil. In specifika te ustave pa je v bistvu, da je izrazito tehnična. Torej, pisana je v prihodniku in hkrati v bistvu govori samo o tem, kako naj bi inštitucije delovale in vzpostavi že od samega začetka ta sistem checks and balances kot kot varovalko pred seveda zapadom v neke avtokratske sisteme, ki so se jih lihkar znebili. Ja, in zdaj da je non-stop na vsaki točki borba proti avtokraciji in diktaturi. In dejansko tudi lahko govori o fašizmu, ne vem, Trump fašist, je cel sistem narejen na način, da ne more nekdo zavzeti oblast na to. Zdaj bomo videli, kaj se dogaja v naslednjem času, ampak do zdaj nekako je to nekako delovalo. Zato, ker tudi vsaka država ima svoje, tudi nimajo oni državnih volitev, vsaka država ima svoje volitve in potem se druži skupaj, naprimer. Ja. Samo da prijemo zdaj do te točke, da prijemo do te kulture, no, končno, ne? Zakaj nimajo kulture, ne? Ker ravno ta točka zdaj, ker oni oduzamejo, pač nočejo biti podložni kralju, to meni niso oni prvi, ki se to zmislijo, imamo po Evropi mnogih kraj, ne, v končni fazi tudi to, kar je sprožilo 30-letno vojno v Pragi, ne, je tudi nočejo biti podložni nočemu kralju. Oni so prav uspešna revolucija, periferije, ki so cepi od centra, ne, torej v končni fazi ZDA so periferija, ne, niso v centru, in zamladejo v menu univerzalnih pojmov enakosti. In zaradi tega ne morejo bolj se določiti, da bi imeli neko kulturo, kaj je njihova kultura, zato ker oni izvadajo univerzalnosti. Ampak da univerzalnost, vladati v univerzalnosti je težko, zato ker pač nekdo vlada v tem imenu. Torej, oni se odcepijo od Anglije, torej oni niso Angleži, so Američani, ampak ohranijo rasno linijo. Torej, oni so anglosasi, oni so še vedno anglosasi. In tukaj pride počasi do tega, tukaj ne bomo zdaj odpirali, ampak tako pride do tega, zakaj je Amerika bolj rasistična država. Zato oni ohranijo ta element, da v bistvu še vedno so bela rasa. In torej v bistvu to, kar na kontinentu počne kultura, torej homogenizacija populacije, vzgajanje populacije v neke kode obnašanja, v neka torej, branja, kanone, literarne, umetniške in tako naprej, v bistvu v Ameriki vse to nadomesti zelo hiter rasizem. Ne? Torej, sam si omenil, da prvi delavci plantažni niso sužnji v pomenu besede, kot ga pač poznamo v Ameriki, ampak so za določen čas, torej 4 do 7 let ponavadi. Kasneje pa v bistvu ravno zaradi teh skupnih uporov revnih belcev in pa črncev, v bistvu se uvede noter ta ideja rasizma, kjer se pač revnim belcem omogoči nekak ta sen, da se lahko povzpejo nekam in to postane v bistvu temeljni združevalni moment Amerike, ko se ta razvija pač iz te periferije, kot si omenil, ko se odcepi v pač sami center. Ne? Ja, to je najbolj zanimiva teorija, ki sem zasledil, da sem mogel prevzeti. Pač, kako se reče, Povzeti? Ja, ok, dobro, dobili.
da v bistvu rasizem v Ameriki, ta antičrnstvo se loti zato, ker je bilo premalo črncev. Če je bilo več črncev na Karibih, so razdelili, so oni sami imeli visoko in srednji razred, ne, ker je bilo tukaj premalo in ker so ugotovili lastniki, da ti belci in črnci se skupaj upirajo, torej nima neke razlike rasne, so vzpostavili, da so črncem dali manj pravic, belcem pa več. Ampak ti belci v končni fazi, da dejstvo rasizma ni v prvi vrsti upirjeno proti, zdaj to je zelo ostro povedano, proti črncem, ampak proti revnim ljudem. Zato, ker v bistvu če rečeš, ti sovraži črnca, pol ti kot belc reven, boš rekel, ja, saj imam dream, da bom lahko uspel, ker imam možnost, ne? Ampak to itak skoraj ni res. In to je to najbolj nora zadeva, ne? Da v bistvu vedno ta, kaj se reče, desni diskurs gre na to, ne? Da razdelimo razdelimo neko populacijo, ne, da ne uporabljam določenih terminov, ne, in potem rečemo, eni so slabši kot drugi in potem oni se sovražijo med sabo. Ne. In iz tega ti razdeliš in potem oni so še vedno isto revni, ne, samo oni se čutijo bolj močni kot druga. Ne. In pol druga zadeva, pol naprej pa pride, da tudi to, da na začetku sploh kdo je črn, tudi celo Irci so bili črni v tem smislu. Irci, obstaja knjiga, niso bili beli. Niso bili beli, ne? Obstaja prav knjiga z naslovom How Irish Became White, ki opisuje to zgodbo. In zdaj, če se spomnite iz filmov, kaj igrajo belci, kaj je neka stereotipna poklic Ircev, ne? Policaj, ne? Zakaj? In zato, ker oni so se, to je še naslednja svinjarija, ne? Kako narediš, ti si skupaj združen in oni se bodo dokazali, da so boljši, s tem, da bo policaj, da bo tepli črnce. In naš ravno tisto najbolj grdo pozicijo, ne? Da oni se čutijo bolj močni, s tem, da dokažejo šefom, da so boljši. Ne? Tako kot Štajerci v Sloveniji zdaj, recimo. A ja, kaj se pa dogaja? Pa čisto so policaji, ne vsi. A ja, in kaj bo dokazali? Okay, ja, tukaj je zanimiv tudi to, ne, da v bistvu pač ravno ta rasna razlika, ki jo oni ufurajo, pripelje do tega, da recimo tja do prve svetovne vojne so časopisi v Ameriki v vseh evropskih jezikih, ne, da praktično ni noben problem, da Amerika nima svoje lingve franke, ne, da nima svoje francoščine, nima svoje latinščine, ampak da v bistvu ljudje med sabo konstantno občujejo v jezikih skupnosti, odkoder so prišli v Ameriko samo. Ne. Tudi da se v bistvu ta zadeva, recimo narod, ne, in en jezik se v bistvu začne precej pozno pol. Tudi to, da že to, da ni definicije, kaj sploh, da imamo uradni jezik je angleščina, to ne piše v ustavi. Še to glede ustave. Ustava je še danes pisana, je ista ustava, in zdaj amandmaje. Oni ne spremenijo ustavo. Pri nas se spremeni člen, naprimer. Ne? Oni dajo amandmaje. Obstaja amandma tudi uvedba prohibicije in potem amandma konc prohibicije. Ne? Oni ne skinejo ono, da rečejo, ne zbrišajo, rečejo, ta amandma ne velja in to zdaj piše. In lahko greš po vrsti in bereš, kaj se dogaja. Ne? Ko bi se obstaja nek začetni točka in potem zgodovina. Ne? In to je njihova zgodovina, je zgodovina amandmajev in odločitev vrhovnih sodišč, kaj se dogaja. Kot zdaj poteka to, ali bojo ukinili splav ali ne. Ne? In torej 72 je tam bil dovoljen in zdaj lahko se spremeni. Ne? Tako kot tudi so bili, vrhovno sodišče je bilo antidelovsko, prokorporacijsko in antičrnsko in potem konč se je to obrnilo. In to pomeni, da v bistvu obstajajo neki ljudje, ki spremenijo, to je zelo jasno, ne? So tisti sodniki, tisti politiki, ne? Niso intelektualci, so neki, lahko rečemo temu intelektualci, niso tako intelektualci, tako malo razmišljajo, gledajo okolje, ampak imajo zelo strukturne zadeve, pišejo zakone, ne? Paragrafe, take stvari. Ne? No, v glavnem, in dokler ne pride do več, stvari se spremenijo, ko je nekaj ogroženo. Ne? Tudi ta, kako je že, dogma o brezmadežnem spočetju je nekje z 20. stoletja, ne? Kasneje. Torej nekaj, ko so končali verjeti v to, so nastavili tako nekih dogmov. Ne? No in tako je isto v Ameriki, ne? V ZDA, v Združenih državah Amerike, ker Amerika je velika. Ne? To je tak naslov, ne znam, je pač Amerika je od Patagonije od enega Antarktike do Arktike, ne? In oni samo uzurpirajo pol to ime za vse, ne? Tako da dajmo govoriti o zdravljenju teme, ja. Torej, v enem trenutku v Wisconsinu, konec 19. stoletja, tudi Nemci želijo kar uradni jezik postaviti, ne? Pa jih pač uničijo, ne?
Vse to ni problematično, dokler ni preveč ljudi, torej en velikanski del razvoj korporacij, ki ga boste prebrali, ne, ki proizvede to, da ko se korporacije tako razvijajo, pride do tega, da rabijo toliko ljudi in to, da Evropa lahko živi normalno, da se ne skolje med sabo, rabi Ameriko, da se ljudje preselijo. Iz Slovenije se preseli 25% prebivalstva v 30 letih. 600,000 ljudi. 600,000 ljudi od 1890 do 20. Malo prej. 1860. No, v 50 letih gre 600,000 ljudi naprej, samo iz slovenskih dežel, kaj ni Slovenija. In torej, vse to ni problematično, dokler ni preveč na nek način. Pa nek ključen preobrat, in kjer se dejansko rodi American Nation, ko ga danes poznamo, je Prva svetovna vojna, ne druga. Prva svetovna vojna, do Prve svetovne vojne je Amerika izolacionistična, kar pomeni, da noče se ukvarjati z drugim svetom, se ukvarja sama sebe, izola, ne, otok, no, to da razložimo, da hoče biti svoj otok, ne, na eni strani ima veliko Kanada, na drugi strani ima veliko Mehiko in 2 oceana, torej taka skoraj neosvojljiva država, ne, tudi pač to geografske pozicija je tudi zelo pomembna, ne, v tej zgodbi, ne. In v tistem trenutku tudi Woodrow Wilson, ki je predsednik, ko je drugič gre kandidirati, je proti vojni, potem pa ugotovi, da v bistvu bi mogoče ti Evropejci delali res sranje, ne, da mogoče bi kaj zaslužil lahko s to zgodbo in potem mora prepričati cel narod, da gre v vojno. In potem pride en gospod Edward Bernays, ki je nečak od Freuda in ugotovi, da ta Freud tam neki rešuje histerijo, tam nekih visokega sloja in ugotovi, da lahko s tem bi lahko naredil bolj tako praktično zanimivega, naprimer izumi propagando. In beseda propaganda potem, ker Goebbels je veliki fan Bernaysa, pol uporabi še novo besedo izumi za postvojne čase, PR, public relations. Jaz sem hodil na komunikologijo, tega ti ne povejo na študiju, by the way, samo da veste, ne, tako, pa seveda, ker ne obstaja, ker to je odvedno, ne, ti bo rekli, ne. Sicer pa Century of the Self dokumentarc od Adama Curtisa je ta temeljno delo, kjer lahko vse to na kratko vidite, zakaj se je šlo. In on v bistvu kaj naredi, je pomeni to, treba prepričati Američane, da so Američani, oziroma vse te Italijane, Nemce in to, da so Američani. In to so načini, to, kar je danes rečeno kot propaganda, oziroma PR, se rodi v vojni, prvi svetovni vojni, in potem pride do tega, da ni več, da se začenja razvijati, da vsi govorijo angleško, in potem se začne razvijati to, da bodo bili Američani tisti, ki bojo ki bojo bili potrošniki ameriških produktov. Torej, vse borbe delavske za krajši delovnik in to, ki privedejo do 8-urnega delovnika, kaj naredijo potem, kako pridejo do tega 8-urnega delovnika, tako da izumijo koncept potrošništva. Potrošništvo ni kapitalizem. To ni ista stvar. Pač shopping center ni kapitalizem. Je en del, ampak ni v osnovi to. In razvijajo to, da ti damo tebi več denarja, da boš ti lahko trošil v prostem času. Kaj boš trošil? Ameriške produkte. In s tem boš Američan. In to je kaj je ta pop kultura, kaj pomeni kulturna industrija, tudi se razvija na ta način, da ti v bistvu vsak delavec troši. Če pogledamo te vse koncepti kulture, visoke kulture, evropske, so namenjeni nekaj višjemu sloju, oziroma hočejo nižjim slojem prodajati to kot neki ful pomembnik, ali pa ne razumeš in strokovnjak mora razložiti. To, kar Američani razvijajo kot kulturo, kot pop kulturo razvijajo, vsak ve, ker to je zabava. In pol vsi ti intelektualci, nemški in evropski, rečejo, joj, kako je to grozno, pa pogledajte te delavce tukaj, zdaj imajo čas in kar se ukvarjajo z zabavo namesto s kulturo, ne. No, in s tem, na kratko, tako pa Američani prevzamejo svet lahko, ne. In zato ne rabijo Ministrstva za kulturo. Zdaj, glede na to, koliko je ura, smo lih 1 uro, bi mogoče ponudil še publiki kako vprašanje. Zdaj pač v zadnjem tem svojem odgovoru si šel v bistvu zelo hiter prek rojstva korporacije, menedžmenta do v bistvu potrošništva, tako da je kar nekaj zadev se odprl tudi ta rasizem kot nek inherenten del
Amerike smo v bistvu zelo na brzino pobrali. Tako da, ne vem, kdorkoli od vas bi želela kaj dodati tukaj zraven, prosim. Ja, ne še? Ja, Miha? Mikrofon, tam neka roka. Ja, hvala. Ja. Ne, smo se že zmenili, da bom zunaj. Ja, to boje ne bo prav vprašanje, normalno, kot ste zaslutili. Zelo zgoščeno je bilo vse to in en kup nekih vprašanj se mi je porajalo. Bilo je govora o protestantizmu, katolištvu, bilo je govora o Herderju, civilizacijo in tako naprej. Kar se jaz recimo dostikrat sprašujem je, oziroma nanašajoč se na vse, kar ste tudi govorili, je, da ko gledamo nekako Ameriko, je morda tisto, kar začutimo mi, kar gledamo skozi filme, nisem bil nikoli tam, ko začutimo, da obstaja nek manko tistega, kar mi naj bi imeli tu. Zdaj mi dostikrat rečemo morda z besedami socialne države in tako naprej, ampak morda je bolj povezano z nekim pojmom, ki ga zdaj nekako v Evropi tudi hočemo nekako premagati. In to je morda koncept naroda. Torej, zakaj, kaj je ta koncept naroda? Če se nanesemo na to razdelitev, torej civilizacijo in kultur, torej na Herderja, je kultur, je nekaj, kar nas veže skozi neke spomine, skozi neke ljudske pesmi, skozi neko dediščino, bi rekli, skozi neko preteklost, ampak tudi ta koncept krvi, ki je danes morda grozen, torej nekaj, kar nas veže po krvi, in nas stvori narod, nas stvori neke vrste brate med sabo. Zdaj, bratja ali pa družina, kakorkoli, ima lahko neke hierarhične vidike, ampak je še vedno to nekako horizontalno. In da v bistvu sploh mi imamo nek občutek, da imamo neko enakost med sabo, je potreba imeti ta koncept naroda. In kultura je tle igrala neko vlogo, kot to je pa naša dediščina ali pa naš skupni spomin, korpus tekstov, pesmi, določitev, katera je naša sveta gora, katera je tista gora, katera je tista najbolj žlahtna izmed rek in tako naprej, je tisto, kar nam tvori neko spomin skupni, artificialno seveda, nas stvoril tako imenovano, kot se danes dostikrat uporablja, torej zamišljena skupnost, torej nekaj, da se mi čutimo kot skupnost in zaradi tega, ker se čutimo skupnost, sploh imamo občutek, da mi se moramo med sabo pomagati. To pomeni, da potem lahko okoli tega razvijemo neke vrste socialni ustroj, ki bo pomagal tudi najrevnejši med nami, medtem ko pa je, recimo temu, Amerika bistveno bolj država truda, stragla, bi lahko rekli, in v smislu, kdor potem pač izpade iz tu, se pač le ni dovolj potrudu, nimamo pa nobenega občutka do njega, nimamo nobenega občutka krvi skupnosti do njega, in zakaj potem, zakaj ni ministrstvo za kulturo, ali ravno obratno, zakaj morda je tu, je zaradi tega, ker tu pri nas je narod, pri njih pa ni. Je to teza, vprašanje ali kakorkoli? Ja, sej to je to. Sej, če nimaš ministra za kulturo, imaš naroda, ker zakaj bi imel... Kaj je narod tukaj? Tukaj je prva razlika med civilizacijo in kulturnarod in kaj meni nation, narod. Ok, zelo enostavno. Če se rodiš v Sloveniji, ne dobiš državljanstva. Če se rodiš v Nemčiji, ne dobiš državljanstva. Če se rodiš v Angliji, dobiš državljanstvo, če se rodiš v Ameriki, dobiš državljanstvo. Razmerje je že to, kako dobiš danes državljanstvo. Civično ali kulturno, po prostoru ali po krvi. Anglija in Amerika imajo, če se rodiš tam, koliko Indijcev se laufa roditi v Anglijo ali pa Mehičanov tudi gor, zato ker dobiš državljanstvo direktno, ker ni vezano na kri. Po drugi strani ima pa raso, ki je kri, ampak na nek drugačen način kri. Tako da, ja, ni naroda, ciklih to, ker v bistvu kako se vzpostavi narod, ker v osnovi je ta narod teh svobodnih
posameznikov, ki se ločijo iz svojih razvajeniških, kot razvajeni od monarhije, ne, želi svobodno zaživeti in zdaj se loči v imenu prihodnosti. Torej, če evropski narodi se definirajo preko preteklosti, kaj so bili nekoč, ne, se Amerika definira, kaj bo. Torej, nekoč so postavili Founding Fathers America in bo the great nation in the world in bla, bla, bla. Ampak zanimivo je tudi to, ne, da poloni, čeprav imajo v torek volitve in nima nobena prostega dneva, ljudje 5 ur čakajo v vrsti. Pri nas bo čakal 10 minut na volitve. Je zanimivo, kako pol to dojemajo te zadeve, da so jih toliko, ali ne vem, kako rekli, propagandno spumpali, da pač verjamejo, da je tako je. Ne? In jaz moje izkušnje New Yorka 2013, ker sem bil tam na Fulbrightovi štipendiji, se spomnim najbolj momenta, ki je črnc ležal po tleh v Brooklynu na ulici in me vprašal za spare change in sem rekel, ne vem kaj, in rekel, you know that America is the greatest nation in the world. In pa, yeah, but you're lying there. Yeah, so what? In tako, in poprijem v Slovenijo in v Sloveniji govorijo o ne jamram, išče rešitve. In pa samo vsi jamrajo in popravno, to, če se kje treba naučiti od Amerike, ta moment, da lahko ne jamrate. Ta usmerjenost v prihodnost, ne, je bolj nekako civilizacijska, ne, civilizacion. Ta kultura je pa tako, moramo vedno reflektirati za nazaj, kaj je narobe, ne, in ne. Naprimer, zelo dober element mi je rekel en Italijan, ki živi v Sloveniji, razlika med civilizacijo in kulturo. Italija, ne, jaz sem kaj videl, ja, kako on vidi razliko, zdaj Slovenija, Balkan in Italija, ne. Veš, Italija je tako, ne, imamo eno veliko mizo in, ne vem, Napoletan da pico, oni da riž, oni da pašto, oni da lazanje, rečo, to je vse italijansko. No, na Balkanu je pa tako, vsak drži tako, ne, to je moje, in ne da skupaj, ne, čevapčiče, da so srpski, pa bosanski, to je moje, ne, noče dati skupaj na mizo, ne, to je ta, naprimer, moment, ne. Ne vem, če sem jih odgovoril, da se vrnemo v ta razlika, ki je zelo pomembna za razumevanje vsega. Ne? Jaz bi mogoče, preden to skrene v to smer, ker je šlo zdaj, do konca bi sam še to mogoče dodal zraven. Ful mi je bila zanimiva ta partikularnost, ki jo v knjigi tudi dostikrat izpostaviš. Torej, ta partikularnost majhnih skupnosti. Ne? Torej, pač, če je vprašanje, kje je kle naroda, ali pa kje je funkcija naroda, se v bistvu večkrat vrneš v knjigi na to, da opisuješ v bistvu te prve kolonije, ki pridejo kot izrazito zaprte, a ne, in so odvisne zadeve. Sam si rekel, da so bili blazno svobodni, ampak so bili svobodni znotraj nečesa zelo specifičnega. Ne? Pač na začetku je bil to puritanstvo, ne? Znotraj katerega so pač prepoznavali pravico do nekih manjših odklonov. Danes pač je PR tist, ki zelo jasno definira, do koliko si lahko ti v Ameriki svoboden, ampak da v bistvu, da neka identifikacija generalna je pa v bistvu z nekimi zelo majhnimi skupnostmi, v katerih prebivaš. Da v bistvu ta, not navajaš tudi, koliko Američanov živi v urbaniziranih okoljih in koliko ne, in pač kako je tudi izrazito neenakomerno so reprezentirani potem v svojih predstavniških telesih, ne? Da je v bistvu vsem tukaj še en ta moment ameriški specifičen, no? Prav teh nekih manjših skupnosti, ker v bistvu sama mitologija afirmira pač to majhnost, zaprtost in pač to, kar se recimo potem, ne vem, po drugi svetovni vojni najbolj izraža v tem love it or leave it, ne? Jaz je v bistvu v začetku najhujša kazen, največja v teh prvih skupnostih, ne? Najhujše je bilo, če nekdo zbežal, ne? In so te pobrali nazaj. Ne? So imeli ogromno zakonov, ko služni zbežijo, oziroma vsi, to je vsi, ki niso bili lastniki, ne? Torej proizvajalci, so bili zelo zaprti tam noter. Ne? In mnogo ljudi je zbežalo k staroselcem in jancem, ne? In živelo z njimi, naprimer. In to je bilo najhujše, ker v bistvu ta svoboda se je afirmirala preko velikanskega nasilništva oziroma kontrole, ne? Prebivalstva. In tudi v bistvu do 100 let nazaj ideja Jeffersona je bila, da je to agrarna demokracija, republika, ne demokracija, republika, se razumemo. In torej v bistvu ta industrijska ideja je kasnejša in je tudi sam ideja, kako se je Amerika ZDA kot močna administracija razvila, je tudi kot brzdanje teh moči korporacij in vseh teh migrantov, ki so prišli zadelati v korporacijah. Ne?
Jaz bi še nekaj prebral v zvezi s tem, kar smo prej govorili. Tukaj recimo en tak lep odlom, ki sicer ni Blažev, ampak je pa Blaž zbral ta citat. Arhetipski Američan je izkoreninjena oseba, prihajajoč iz zavrnjene preteklosti, udira v slavno prihodnost na poti, sam je neustrašen, drugi se ga bojijo. Druge kulture začnejo z nekim fiksnim in družbenim ognjiščem, s templjem oziroma svetim mestom. Ameriško življenje pa se začne s pobegom iz ograde. Nekdo postane Američan ravno s tem, da odide. Ne? In tukaj se mi zdi mogoče tudi to, ne? Da v bistvu pač že sam ta odhod iz evropske celine tja in v drugi vrsti to, da ti lahko pač vedno svojo skupnost potem na neki točki zapustiš in si ta pursuit of happiness pač iščeš nekje drugje, v neki drugi partikularnosti, se mi zdi pač ta esencialen moment. Zdaj, danes nismo recimo nič govorili lih o tem, ne, širjenju na zahod, ki pač predstavlja en ogromen del te mitomanije ameriške, ampak samo mogoče toliko še kot ta identifikacija, narodnost in zakaj so tukaj zadeve lih obratne, ne? Torej pač stvar umika in odhoda, ne pa stvar pripadnosti. Tudi to, da v bistvu ZDA se širijo lahko, ne? Je pač bilo, dokler niso prišli do Pacifika oziroma zdaj do Havajev, ne? Toliko in toliko ljudi, ko je bilo skupaj, so lahko zaprosili za, da so država, ne? In si imel prostor. Zdaj ta stvar lahko je banalna, samo ni banalna, je full prostora. Je full, še vedno. In zdaj v bistvu zdaj se kolonizacija dela noter v Idaho in tam je najmanj naseljeno. Torej, ti imaš prostor, v Evropi nimaš prostora. In zato pač so ljudje odseljevali. In zato je še vedno ogromno nekih skupnosti, ki so neodvisne lahko, ne? Ker so pač, ker še enkrat je toliko prostora. To je ena temeljna zadeva tega za razumevanje, ne? Tamle imamo še eno vprašanje. Mirt? Hvala. Ja, najprej hvala obema za uprizoritev vsebine knjige. Mislim, da ne samo, po tem, kar smo slišali, ne samo, da je platnica v ameriškem slogu, ampak tudi vsebina in tudi, da ste uprizorila ta postmodernizem at its most. Moje vprašanje ne bom te zdajal, ampak Hannah Arendt, ena izmed avtorjev oziroma avtorica, ki je inšpirirala tvojo knjigo, je v svojem spisu Kriza v kulturi pač izpostavila zelo eden izmed bolj pomembnih paradoksov, ko gre še zlasti za ameriški kapitalizem in ameriško potrošništvo, ko je na eno stran dala, da je tradicionalna funkcija rimske kulture in posledično tudi evropske kulture ta, da ohranja umetnine, katerih sama funkcija je, da so to večni spomeniki sveta in časa, v katerem so nastali. In temu nasproti, da zoperstavi seveda blago, to golo blago, ki je namenjeno potrošnji. In moje vprašanje bi bilo, zakaj se ravno v Ameriki razvija ta oksimoron, to leseno železo, ki se imenuje cultural industry, ki združuje dve stvari, ki za evropska človeka, vsaj na prvi pogled, ne grejo skupaj. Ja, razvija se zato, ker to je stvar namenjena trgu, na kratko povedano. Ampak tvoje vprašanje bo ga dopolnil bolj za razumevanje. Zato, ker ga ni razvito iz vidika, da ga mi občudujemo, ki gremo v opero ali pa v muzej in smo lepo oblečeni in rečemo, to je kultura. Ne, to je namenjeno temu, da ti greš v kino, plačaš nikel in gledaš kino. Greš kupiti hamburger in je gor ameriška zastava. Zato je namenjeno, da kupiš avto in si dober Američan. To vprašanje od Hannah Arendt pa je ful pomembno za razumevanje, da to, da nimajo kulture, ne pomeni, da niso kulturni, ampak da nimajo umetnosti. In pomembno je razumevanje to, da, in samo par primerov bom dal, to pa bo jasno. Hollywoodski film, najboljši hollywoodski filmi so ohranjeni, zdaj jih imajo že spet oni, ne glede, koliko je bil uspešen film, so pol uničili te trakove. Ohranili so se v evropskih kinotekah. In potem so Američani jih dobili nazaj, ker so jih niso ohranili, to vedi, niso razumeli to kot kulturni artefakt, so razumeli kot zabavni artefakt in entertainment industry, culture industry, kulturna industrija ime so pa dali ravno Nemci, Horkheimer in Adorno, by the way, ne? Če smo že pri tem, ta izraz je Nemca, ki sta utekla iz Evrope in živela v Hollywoodu in sta videla, kaj se dogaja in so po drugi strani vojni pisali o temu. No, naprimer, potem naprej še film noir, ne? Že noir, črno, že spet pomeni, da je to je bil čas, ko je bil v krizi
ne, po velikem zlomu borze v 30-ih, potem so snemali filme, ki niso imeli toliko nekih velikih scenografij, je bilo več teme in so poudarjali zgodbo. Poudarjali so zgodbo samo zaradi tega, ker niso imeli drugih stvari, ne, drugih efektov. In potem tako francoski intelektualci, kritiki filmski rečejo, to pa je film noir, to je legendarno. Jazz je zadeva, ki v Ameriki je pač zabava, pač v Evropi pa jazz, ne, prva asociacija črna srajca, vsi tiho poslušajo, ne, jazz festival, to je ful resna stvar. No, vidite, torej neke stvari, ki so umetnosti, ki nastanejo v Ameriki, jih dejansko v Evropi ti intelektualci, ti civilizacioni intelektualci razumejo kot umetnost. In to je ključno za razumevanje, da jaz ne rečem, da oni nimajo umetnosti, imajo ogromno. Samo ravno to, njihov koncept naroda nima te ideje, da bi to, ne, zdaj v zadnjem času seveda to se spreminja. Mislim, tudi končali smo tukaj pred drugo svetovno vojno, ne? Preden osvoji svet. Ker v bistvu ključna institucija za kulturo v Ameriki je kongresna knjižnica, Library of Congress, ki hrani zdaj tudi filme in slike, vse umetniške artefakte, ampak pogledajte samo ime, Congress Library, torej to je knjižnica od kongresa, torej namenjena temu, da poslanci grejo preveriti, če so pravilni podatki, kot Wikipedia, temu je bila namenjena. Torej ni to zadeva naštevana kot The Library of the American Nation, ampak Library of Congress. Samo tako, kako je definirana, na kateri točki je to postavljeno. To pomeni to. Kaj se pravi v Ameriki opravlja funkcijo proizvajanja trajnostnih spomenikov sveta, nečesa trajnega, če to ni umetnost? Political system, to je njihova trajnost. Njihova trajnost je tako, kot so Grki razumeli, oziroma Atenci, da njihova največja specifikacija z drugim je njihov politični sistem, je tudi Američani imajo to isto zadevo. Torej, naš sistem političen najboljši, naša ekonomija najboljša in to je najboljše. Torej, oni gledajo razliko ne kot kulturno, ampak kot politično. In to je tudi ta moment, da v bistvu, če ti v Evropi zaprosiš za državljanstvo, imaš v bistvu jezikovne pa kulturne teste, dočim v Ameriki, ki zaprosiš za državljanstvo, se moraš v bistvu naučiti, kako deluje njihov političen sistem. Tako je. Je super. Stolič, kaj? Fotko? Ne, vprašanje. Zelo kratko, kaj pa tako imenovani indijanci? Kaj? Indijanci. No, indijanci, ne, staroselci, ne, so pa morali biti izbrisani iz obličja zemlje, da, v bistvu, če govorimo o rasizmu, je stvar znotraj, ne, oni so del tega, ko črnce vključijo v sistem kot delavce in pa se morajo ukvarjati z njimi, da se borijo. Celotna razlika angleške kolonizacije nasproti španski, španska popiva, ampak jih vključuje v sistem in naredi hierarhično mrežo, ne. Indijanci, pol mulati, ne, enkrat je en Portugalci bi rekel, ja, mi smo izumili novo raso, mulati, ne. Pač imaš vse te rase, Anglija pa gre na čistem izničenju lokalnega prebivalstva, najbolj pri tem pa pomaga to, da severni Američani niso imeli domačih živali in zato niso imeli ful bolezni in zato so dobesedno umrli od vseh možnih virusov lokalnega prebivalstva. In to je dalo ta plus, da so dejansko lahko zasedli toliko zemlje. Še vedno so bile bitke z staroselci, indijanci, še stoletje naprej. Še vedno so. Ja, in dejansko tudi, zakaj mora biti Indijanci izbrisani iz zgodovine, sploh spomina, zaradi tega, ker v končni fazi Land of the Free and the Brave in ekskluzivnost privatne lastnine je nastala na uzurpaciji zemlje, ne? Oni so dejansko ukradli zemljo in s tem naredili nov sistem. Torej, lahko bi začeli govoriti o tem, da hočejo nazaj zemljo, ne? In zaradi tega mora biti to čim bolj zbrisano. Lahko govorimo o črncih in o civil rights in to, ker itak so tam in nimajo kam iti drugam, ne? So tam in jih tam dajo v sistem noter in se pač igrajo. Zdaj, tam so pa dobesedno zbrisali. Tako da to je hujši v bistvu za moje pojme, ker je v bistvu predzgodba tega, kaj se je zgodilo. To je tudi celo poglavje posvečeno v knjigi. Mislim, da knjiga zelo detaljno v bistvu opiše pač te glavne smernice uničevanja pač prebivalstva, tako pač seveda staroselskega, kot potem črnskega in revnega belskega. Torej, kako pač vse to ali zbrisati, ali pa nekako probati inkorporirati v sistem, kot se že povedal. Še kakšno vprašanje mogoče?
Če ne, hvala lepa, Blaž. Ti moraš zihar še kaj zapovedati. Ja. Hvala. Okay, ne, samo eno stvar, da sem se danes, prej ste se spomnil, bom zelo kratek, ampak zdaj ste se spomnil, ne, prej, ker sem del skozi, se spomnil eno stvar, da še malo navežemo to Slovenijo, nekako Slovenija ni, kako neki ne ljubi te Amerike zares, nek čuden način. Vam povem samo par točk, kako je v bistvu Slovenija kot država zelo amerikanizirana. Ne? Prvo, odločitev kot cela vzhodna Evropa, socializem v bistvu je propadel zaradi tega, v končni fazi večkrat govorijo zaradi kavbojk, pa zaradi tega, ker bi ljudje imeli radi neke potrošniške produkte. Samo še eno stvar, zdaj sem omenil prej, da v prvi svetovni vojni je dejansko so propagando zvajali za ustvarjanje ameriškega naroda. Zdaj pa en detajl. A se spomnite reklame Slovenija moja dežela? Slovenija je dejansko nastajala preko oglaševanja ogromno. V 80-ih se je promoviralo Slovenijo propagandno. 4 milijone pridnih rok, Slovenija moja dežela, pa je prišel nek nor slogan druga Švica, ki ne vem, ki je padel, kaj pomeni, ne si predstavljam, samo pač noro. No in potem smo prišli do tega, da imamo zdaj v vsakem kraju shopping center in vse vasi so suburbija. In zdaj pa še en podatek, isto število ljudi, 66%, živi tako v ZDA, kot v Sloveniji v enodružinski hiši. Lep dan.